Saša Đura Jelenko, arheologinja, Koroški pokrajinski muzej. Danes smo v muzejskem razstavišču na Ravnah pripravili dogodek, namreč predstavitev makete dvorca Grinfels. Za izdelavo te makete smo se odločili, ker želimo našim šolarjem in drugim obiskovalcem predstaviti, kako je dvorec Grinfels izgledal v različnih obdobjih, torej predstavljali smo vse gradbene faze. Pri tem smo k sodelovanju povabili Vida Kmetiča iz Maribora, ki je za več muzejev v Sloveniji že izdelal makete in je resnično strokovnjak na svojem področju. Dvorec Grinfels, kot vidimo na tej maketi, ta podoba kaže stanje iz leta okoli 1600. Zelo dobro vidimo, kako je njegova lokacija nižinska, ob vodi. Vse to je značilnost ministerialskih dvorcev oziroma dvorov, ki niso bili obzidani. Tako lahko sledimo razvoju dvora od tega osrednjega, ki je bil komaj 10x14 metrov v tlorisu. Kasneje so mu prizidali še eno vrsto oken, bil je dvonadstropen, podkleten. Prvi dve fazi sta gotski, potem pa v renesansi doživi pa eno večjo gradbeno preobrazbo. Takrat, ko so izgradili na meji med takratno Koroško in Štajersko turške šance, in Grinfels je bil v bistvu vključen, zgradijo protiturški obrambni zid in dvorec na zahodno stran povečajo za en vredo prizidek z tema značilnima renesančnima stolpoma. Arheologi, ki smo leta 2014 v novembra v mesecu raziskovali in odkrili ostaline dvorca Grinfels, smo odkrili to tretjo gradbeno fazo, torej temelje in zidove stolpiča in pa vzhodnega zidu dvorca. Najdb je bilo sila veliko, v komaj 6 dneh smo odkrili več kot 3500 ostankov lončenih posod in drugih predmetov, ki so se ohranili. Kar je pa res zanimivo, je pa, da je bilo zelo veliko, skoraj enkrat več kostnih ostankov. Odkrili smo torej eno smetišče, tja, kamor so prebivalci dvorca odmetavali pomije, posode, ki so se strle, in na podlagi tega je doktor Borut Toškan lahko določil, s čim so se prebivalci hranili, da so na primer živali zaklali na licu mesta, torej ob dvorcu, da so največ pojedli ovac in pa goveda, svinje nekoliko manj. Popularna je bila tudi gos, kokoš, jerebica, fazan, in da to smetišče ni bilo zavarovano oziroma obzidano, saj so na kosteh se ohranili sledovi pasjih ugrizov od podgan, ki so torej prosto dostopale do teh ostalin. Upamo, da bo maketa v pomoč pri pedagoških delavnicah, da bomo lahko tako v 3D obliki otrokom razložili vse o dvorih, dvorcih v občini Ravne na Koroškem in se tudi na tak didaktični način v bistvu pripomogli, da spoznajo srednjeveški Guštanj.